Zadnjič pred evropskimi volitvami preverjamo izjave kandidatov parlamentarnih strank. Mi smo prvi, pokrivamo evropske volitve in preverjamo dejstva. Prva tema, globalno segrevanje, podnebne spremembe, Davorin Kopše z liste SDS in SLS. Podnebne spremembe so seveda očitno problem, rad bi pa povedal, da se stroka ne strinja, ni soglasna. Del stroke pravi, da podnebnih sprememb ni, zlasti, da jih nismo povzročili Zemljani, ampak da je to pač ciklični pojav. Vedno obstajajo dvomljivci, ampak sodeč po raziskavah med podnebnimi znanstveniki je konsenz o tem, da podnebne spremembe so in da jih povzroča človek, kar 97%. Ostajamo pri okolju, pomešanem s financami. Gregor Perič iz SMC. Predvsem bi moralo okolje priti v središče samega razmišljanja Evropske unije, tako finančne perspektive proračunov. Evropska centralna banka bi ga morala imeti v ospredju, kadar presoja o tem, ali bo neko investicijo podprla ali ne. Evropska centralna banka ne podpira investicij, jih ne kreditira, o njih ne odloča. To počnejo komercialne banke, recimo tudi Evropska investicijska banka. ECB pa je denarna oblast, ki primarno skrbi za cenovno stabilnost. In zdaj izjava NSI-ja Lojzeta Peterleta, ki replicira Luki Mescu. Pa najprej gospodu Mescu, on pravi, da begunci bežijo pred vojno. Vojne skoraj nimamo več, imamo samo še, ali več ali manj samo še ilegalne migrante. Res je, da imamo letos več prihodov iz držav, ki ne veljajo za vojna žarišča, pa vendar velik delež prebežnikov še vedno beži tudi pred oboroženimi konflikti. Sirija, Afganistan in Irak po različnih indeksih sodijo med najbolj nevarna svetovna žarišča, prav tako je veliko tveganje v Pakistanu. Skupno je v prvih 4 mesecih letos iz teh 4 držav našo mejo prestopilo 1000 ljudi, kar je več kot tretjina. Hvala, ker ste bili z nami. Za vas smo preverjali dejstva pred evropskimi volitvami to nedeljo.